Jaz bi najprej rekel, da res zelo spoštujem oba selektorja in Matjaža Kopitarja, Nika Zupančiča, do vse, kar tudi naredila za slovenski hokej do zdaj. Mislim, da smo v teh letih dosegli izredne rezultate. Zelo dobro ekipo smo imeli v igralcih, tako kot v trenerjih. In odločitev, ki smo jo sprejeli zdaj, kar precej pogovorov sem opravil po teh zadnjih dogodkih in lahko rečem, da je bila odločitev zelo težka, ampak nekako sem ocenil, da mogoče sezona, ki je bila za nami, je bila delno uspešna, delno pa neuspešna, ampak mogoče ne samo zaradi zadnjega rezultata po rezultatskem vidiku, ampak tudi kako je ekipa sama reagirala, vzdušje v ekipi in vse ostalo in nekako sem prišel do enega zaključka, da mogoče bi bilo dobro, da igralcem dam možnost po nekih svežih odločitvah, kakorkoli in prejšnji selektor in Nik, že kar nekaj let smo skupaj, tako da potem sem gotov, da prav velikih sprememb ne moramo v to kratkem času narediti, čakajo na olimpijske igre v februarju, samo enkrat se vmes dobimo in to v novembru, pa to kar direktno bomo šli v Francijo, tako da kakšnega časa ni. Kdo najbolj pozna slovenski hokej, pa koga nam je že skoraj za domačina, je to Kari Savalainen in pač takoj sem njega kontaktiral, če pripravljam spet mesto prvega trenerja, ker v to kratkem času je težko, da bi kakšen drug lahko spoznal ekipo, kaj šele kakšne pametne odločitve sprejel. Tako da jaz upam, da bojo imeli igralci na teh dveh pomembnih dogodkih čim boljše pogoje. Tudi Nik ostaja kot pomočnik selektorja in da jih bo ta svež veter oziroma neke nove odločitve z nekimi, jaz pač lahko rečem, da kar je izredno spoštujem in da sigurno ima veliko znanja, ogromno znanja prenesel na naše igralce in jih tudi zmotiviral v tej sezoni, da dajo še več od sebe, kot so dajali do zdaj, da dosežemo ali pa ponovimo rezultat iz prejšnjih olimpijskih iger. Tako da je bila na podlagi tega sprejeta ta odločitev. Okay, Dobar dan, everybody. It's a great honor for me to make this comeback to Slovenian hockey again. I have good memories from past years and good people to know in your country and in your hockey. So I try to give my best experience to help the players and the team staff and the federation to make the results that everybody is happy later next year. That's my main topic. I understand that the situation is not easy. The challenge is big to change something in the coaching staff, but my first question was that is it possible that Nik Zupančič can continue with me and help, because I respect him a lot as a hockey legend in Slovenia and as a coach also. And I think we can make good cooperation in this project that we will start now. Thank you. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Kot ste že slišali, pa tudi danes prebrali in obvestili, pač prišlo do te zamenjave. Seveda ni lahko, kadar si pač zamenjan, ampak Dejan je prišel do mene z idejo, da bi mogoče dobro osvežiti strokovni štab in ko je prišlo na plano ime pač Karija, ker ga oba videla, še posebej dobro poznamo, zdaj je tudi že delal z večino naših reprezentantov.
Potem pač sem se vseeno vzel nekaj časa za premislek in tudi po govoru z Karjem, da vseeno bi rad videl, da še zmeraj ostanem v štabu. Sem tudi jaz sprejel odločitev, da ostanem kot pomočnik. Sigurno bo to pomagalo in reprezentanci, v kateri jaz mislim, da v tokom času, ko sem deloval, pa tudi bil zraven pri vseh uspehih in neuspehih. Jaz mislim, da bo ena taka informacija dobrodošla tudi Karju. In seveda bom se pač trudil v najboljših naših močeh spet predati te znanje, ki sem ga dobil do zdaj. In se odločil pač, da bom ostal tudi zaradi tega, ker mislim, da bo to tudi meni kot trenerju v prihodnosti prišlo prav, sploh, če imamo neko tako možnost sodelovati z strokovnjakom, ki prihaja iz hokejsko zelo razvite države. Kari, hello, Sinisa is here. Hello, Sinisa. My first question, I know that you had really good contact with Dejan Mik before Matjaž. Have you been surprised now because of this newest invitation? Did you expect something after last World Championships? And also, what's about your obligations now in your institute in Vierumäki? Well, first of all, of course, it's always a little bit surprised, this kind of situation. And, you know, sport is always challenged that someday you win, someday you lose, and the results are a little bit too much. They don't tell the truth about the work that the people have been doing. That's why, like I told, I still respect your coaches a lot, what they did. And a hockey country like Slovenia, they always have big challenges to manage in this A-pool level. And every game that is available to win is a success. That's my opinion. And what about my duties here at home? So I spoke with my employer, and they gave me opportunity to spend time with Slovenia. I take 2 months off from my work for the Olympics and the World Championships, and the 1 week for November, and that was not a problem for them. So it was easy for me to take this challenge. And then when you will come first time here, in November or before, or when? Well, this process has been so fast that we have to speak a little bit more about that. I understand that the first meeting with the team will be on November, and if I come before that, so of course we need to make the team staff to work together and make the decisions how to work and so on, but that's what we have to look how to make it during this summer or later. Thank you very much, and see us again in Slovenia. Thank you. Evo, vprašanje za gospoda nekdanjega selektorja. Se vam mogoče zdi to, zdaj, ko ste postali pomočnik, neke vrste degradacije, vseeno je to neobičajno, da selektor postane potem pomočnik? Ja, mogoče niti ni to toliko neobičajno, mogoče na teh selektorskih pozicijah ali pa mogoče, če gledamo malo strani nogometa, ker se te menjave zelo pogosto. Ampak tukaj sem tudi jaz, ker sem pač razmišljal še ostati ali ne. Malo pogledal tudi, kaj se dogaja drugje, pa tudi, pa če gledamo najmočnejšo ligo na svetu, baskrat prvi trener se pač razide z nekdanjim klubom, pa postane pomočnik trenerja v nekem drugem klubu. Tako da tukaj pač mi smo malo specifična reprezentanca. Malo nas je
Tako da v tem krogu se pač vrtimo več ali manj eni isti ljudje. Vprašanje, če je to degradacija, lahko se to tako gleda. Sem že prej rekel, da ni lahko, ni bila lahka odločitev z moje strani, ampak glede na to, s kom bom sodeloval, pa na kakšen način, ki bomo sicer še dolekali do konca, jaz mislim, da bo to dobro za me in za rezultat. Potem verjetno nek grenk preokus je, ne? Če bi rekel, da ni, bi se lagal. Ampak jaz gledam naprej, gledam to pozitivno, tako kot sem zmeraj gledal, tudi tako, kar bo slišano že danes. Šport je sestavljen iz zmag in porazov in zadnji del pač lanske sezone ni bil uspešen. Ampak treba gledati naprej, čakajo smo na izzivi in to je spodbudno oziroma k temu zdaj težili, da bomo reči. Mogoče samo še, kdaj je prišlo do tega dogovora? To je bilo že nekaj časov, pač bilo predstavljeno tudi Karju, meni kot kaj bi bilo možno. Ampak kar se tiče pa odločitve, pa Kar je dosti hitro sprejel, zato je tudi prej menil, da ta proces dosti hitro stekel, to se pravi predkrat. Hvala. Aha. Sliši. Še zamikljeno vprašanje, kaj to pomeni zdaj glede tvojih nadaljnih klubskih načrtov, delovanja klubskih pot? Prvo kot prvo smo počakali, jaz sem počakal, da je to uradno, da se tudi Kar je odločil, kakšna je bila njegova odločitev in na podlagi tega bomo pač šli zdaj naprej. Zaenkrat nisem razmišljal sploh nobeni klubski vlogi. Ni pa to čisto izključeno, ampak zaenkrat nima nobene službe še druge. Olimpija mogoče v igri? Bili so že neki površni pogovori, ampak kaj del od tega pa. Aha. Je mogoče že kaj jasno, kako bo sprostaviti pač trenerskim strokovnim štabom postavljeno ti, ki so bili zdaj v reprezentanci. Ste o tem že kaj govorili z njim? Ja, več ali manj ostane to isto. Mogoče Edo Triglav, z njemu sem v kontaktu lige, kjer reprezentance na olimpijskih igrah ne nastopajo, se ne bojo ustavljale. Tako da za Edota predstavlja to manjšo težavo, ko francoska liga pač v tem času olimpijskih iger potekal play-off. Tako da on je bil načeloma z klubom dogovorjen, da ga pustijo, ampak tako, kot sem že omenil, gre za precej dolgo obdobje v februarju. Mi bomo najbolj upravili kar precejšen del priprav že kar v Pjongčangu in tudi tam odigrali določene pripravljene tekme. Tako da v bistvu nekje od 5. do 25. Bomo bili kar v Koreji. In predvidevam, da bo to predstavlja kar nekaj problemov za Edota kot trenerja, ki je prvi trener v Ljubljani. Ampak če mu bo pa to pač klub dopustil, je pa štab postaja isti. Mogoče pa se bo še za kakšnega člana povečal, jaz pač vse je odvisno tudi od Karja, ampak jaz mislim, da vsi ostajajo več ali manj isti, razen če imajo kakšne razloge, da se ne bojo mogli udeležiti olimpijskih iger zaradi svojih obveznosti. Mogoče tukaj. V sporočilu za javnost ste zapisali, da se ne da odpraviti pomanjkljivosti. Kje točne so te pomanjkljivosti, kar se jih ne da? Pomanjkljivosti, kar se tiče reprezentance same. Tako, ja. Tako, kot sem že v uvodu omenil, jaz oba selektorja, kar se tiče njihovega znanja, spoštujem tudi, Kar je bil več ali nam vsem v tem času nam mentor od vsakega začetka, tako da šole je ista. Tako da pomanjkljivosti, predvsem v samem vzdušju, v reprezentanci, mogoče pri določenih odločitvah, pri določenih reakcijah določenih igralcev, mogoče pa šlo do manjše nasičenosti, mogoče vseh nas, strokovnega štaba, da rabijo nek svež veter, kot sem rekel, ampak v tem kratkem času čist svež veter, da bi lahko dobili, ne moramo, da bi pač najdeli
novega trenerja, da bi res zamenjali strokovni štab, čisto zamenjali mogoče. Normalno, da potem so odločitve drugačne, da igralci drugače reagirajo, da mogoče malo večji izziv spet in malo bolj so motivirani, bolj v tem smislu. Zato sem tudi rekel, edini, ki pozna dovolj slovenski hokej je Kari, ki lahko pač kljub temu, da je rok priprav kratek, da se dobimo samo še februarja, on že vrsto let pozna nas vse, tudi igralce pozna dobro. Lahko pa z določenimi odločitvami, tako kot je rekel Nik, on prihaja iz države, kjer so pač nekje vodilni v razvoju hokeja, spremeni mišljenje igralcev, ki so se zdaj tudi igrajo v močnih klubih po tujini in pač s nekim novim vetrom, da jim bo dal nek nov zagon, bolj v tem smislu. Jaz tako se z določenimi komentarji, da ekipa ni bila skupaj, pač ne bi strinjal tudi po pogovorih, ker sem jih imel tudi z igralci ali pa strokovnim štabom. Ampak mogoče pa bi se strinjal s tem, da rabijo mogoče nov veter, nov zagon, nekega novega človeka pred sabo, da pride v garderobo in da tudi oni malo drugače reagirajo. Mogoče se vam ne zdi, da je ta zamenjava vsem prehitra, vemo, Matjaž Kopitar, 3krat mu ni uspelo se vstati v skupini. Gospod Zupančič, recimo, samo en neuspeh imel, ne? Se sem rekel, ni bila odločitev samo na podlagi neuspeha. Tako, kot ste omenil, mi se v 10 letih tudi nismo uspeli obdržati v A skupini, pa smo drugič na olimpijskih igrah. Če bi po tem uspehu ocenjeval trenerja in Kopitarja in Nika, potem sta ona dva naredila največ za slovenski hokej, kdaj lahko kdo naredi. Ampak, kot sem rekel, gre za vzdušje same ekipe, gre za reakcijo same ekipe in jaz sem nekako ocenil, da Nik v to kratkem času bo težko zamenil čist mišljenje igralcev ali pa jih nekako motiviral do tega, da bi lahko pač, ne vem, jih malo uživel ali pa na kakrkoli drugačen čist motiviral. In bolje bila menjava v temu, da rabijo mogoče eno novo persono pred sabo, ki se pojavi v garderobi, da tudi, ko bojo na treningu videli enega novega, ko bo na let zadrsal trenerja, da bo malo mogoče se zbudilo v določenih reakcijah in to je v bistvu bilo zamenjave. Kar se tiče pa samega znanja, sem pa že povedal, spoštujemo oba selektorja, tako da ni pa šlo zaradi tega. Se vam ne zdi, da je že svetovno prvenstvo elite dovolj velika motivacija, da daš vse od sebe? Da si motiviran s to vstopom? Ja, jaz bi rekel, da je, no. Jaz bi rekel, da je, ampak mislim, da ni bila stvar samo motivacija, ampak je bila stvar, da pač določeni ljudje smo se večkrat pojavili mogoče v garderobi, da pač odločitve, ali pa saj selektorja z določenimi odločitvami in tako, kot sem rekel, tle čisto en nov veter mogoče, da te malo spodbudi temu, da tudi ko kakšna stvar narediš kot igralec, govorim, zdaj iz jezika igralca, ne veš, kaj v trenerja pričakovati, kakšna bo njegova reakcija. Mogoče pač so vedeli, kakšna bo reakcija prejšnjega selektorja, kakšna bo reakcija zdajšnjega, ampak parkarji pač ne vejo, če bo kakšno napako naredil, mogoče drugič ne bo več v ekipi, ali pa kakorkoli, jaz ne vem, ne bom tega rekel, ampak težko bo pred njemu predvideti, kaj kot igralec, govorim iz predika igralcev, kaj jih čaka. Bojo se mu mogli dokazati, da bo lahko ekipi. Enostavno bojo mogli pokazati, da so kvalitetni na svojem položaju, najbolj v tistem momentu. Tako kot sem rekel, naša reprezentanca mora biti 100%, vsi igralci mora biti zdravi, v polni formi, da lahko take rezultate dosegamo in to je dejstvo. Čim so kakšne poškodbe ali pa kakšni igralci v določenem momentu niso v formi, tako kot je bilo na zadnjem svetovnem prvenstvu v Parizu, pač je stvar toliko težje. Ampak jaz bi rad ponudil na olimpijadi pač nekega strokovnjaka, novega strokovnjaka, za njih ne toliko predvidljivega, mogoče, ker ga še niso imeli in se bodo mogli spet dokazovati, spet se bodo mogli pokazati, spet bodo mogli na vsakem treningu dokazati, zakaj so na določenem mestu, na določenem položaju v reprezentanci. In to je bolj bila ta odločitev, ki sem mislil, da jaz verjamem v to, da jim bo zdaj malo dal za razmišljati, da pa pač vsak trening mogel delati 100% in tudi tekmo. Mogoče sam še za gospoda Zupančiča. Je vaša analiza prvenstva sedaj kaj drugačna kot takoj po Parizu?
Tako jaz sem tudi v pogovorih zdaj, tudi s kakšnimi drugimi strokovnimi delavci, ki delajo v Sloveniji, pač prišel do nekih podobnih zaključkov, ko sem prišel že med samim svetovnim prvenstvom. Cele 2 sezone, ko sem bil jaz prvi potem, pa tudi prej, se ponavlja nekako isti vzorc, kar se tiče te elitne skupine. Vedno odigramo tiste kvalifikacije olimpijske, zadnje 2 so uspešne na nivoju. Je pa vedno pri teh tekmovanjih, ki so pa malo daljša in svetovno prvenstvo je sigurno je to, veliko tekem v krajšem času. Še vedno je težko nekako držati določeno formo igralcev, ki prehitro končajo tekmovanja v klubskem tekmovanju. Če pa to elitna skupina, je pa to še toliko težje, ker se potegne vse skupaj za 2 tedna. In je igralci, ki končajo res na visokem nivoju, bi jih takrat najraje dal zamrzniti, pa odbrznil maja, ampak se to enostavno ne da. Zato jih je težko držati na takem nivoju. Vedno imamo dolge priprave, zato elitno, tako da tudi tle mogoče treba gledati v prihodnosti, mogoče malo krajše priprave, da se ne bi toliko nasičil. Samo potem je pa na igralcih tudi, da vloži vase, pa da pride pripravljen na tisti prvi zbor pred samim svetovnim prvenstvom. Ker tukaj smo odigrali in med sezono 2 turnirja, enega na Bledu, ki je bil izredno kvaliteten in smo igrali na zelo visokem nivoju, dosegli pač 2. mesto, izgubili z Belorusi po penalih. Potem smo šli na Poljsko, kjer smo bili superiorni pa je bila Italija, ki je bila tudi v elitni diviziji. Tako da vsi indici so bili nekako, tudi pripravljalne tekme smo imeli, jaz mislim, dobro temperane, tudi zadnji del priprav v Rusiji je bil dobro izveden, ampak na koncev je pa treba poleg nekaj tudi strani igralcev dati nazaj. In to je pa pol tisti del na ledu, tako kot je pa Dejan rekel, naša reprezentanca, že če smo mi 100%, pa nasprotniki v elitni diviziji 100%, je nam zelo težko. Če je nasprotnik 90%, pa mi 102%, pa imamo pa možnosti za uspeh. Ampak 102 pomeni, da je na vsaki tekmi maksimum, pa še malo čez, pa mogoče na konc tekme, da je 2 šipata. Jaz ne rečem, da se igralci ne bolijo. Smeram, da so bolili. Sam mi moramo vsako tekmo od 1. do 60. minute trpeti, boleti nas more, pa smo pa lahko uspešni in zaenkrat na zadnjih 3 tekmovanjih, v katerih smo bili, se je pokazali enak vzorc, da pač nismo sposobni ali trenerji ali pa igralci sami pripeljati to na tiste zadnje tekme, ki so ponovati odločili. In tam bi mogli biti in psihološko, fizično mislim, da ni bil nikoli problem. Smo bili zmeram dobro popravljeni, ampak psihično pademo preveč, ampak kot sem rekel, jaz bom zmeram prevzel svoj del odgovornosti, zato tudi sem vesel, da sem del tudi tega štaba, da je kar izrazil željo dobiti, zato ker mislim, da bom dosti znanja pa dosti izkušen, da lahko pomagam k pač dobrim rezultatom. Nekaj morajo pa tudi igralci sami prevzeti. In to je neizbežno in tle ne sme biti pač nekih izgovorov, ki mislim, da pač ne sodijo. Ampak vedno pa sem trdil in vedno trdim, da so igralci naši kvalitetni, igrajo v dobrih ligah, zdaj jaz upam, da bodo tudi tisti, ki še nimajo klubov, dobre klube, da bodo igrali veliko minutažo in to pa tudi večja kvaliteta v samem rezultatu. Jaz sem še eno vprašanje za Dejana. Zanima me, torej bila ste s predsednikom Matjažem še en teden skupaj na kongresu, potem tik po zadnjem slovenskem nastopu. Sledila je tudi letna skupščina Hokejske zveze Slovenije.
takrat še ni bilo nikakršnega govora o spremembi na mesto glavnega trenerja. Mislim, jaz tako in tako sem si že med prvenstvom, pa že pred prvenstvom vzel kar nekaj časa za razmisliti, sej Nik, pa tudi igralci sami bojo, da pač določene stvari sem že prej opažil med samim dogajanjem, ampak časa za kakšne prav drastične spremembe, tako kot sem rekel, ni, mi se dobimo v bistvu najprej samo še v Franciji in direkt bomo šli tja na velika večina igralcev tudi tam igra, tako da po moje bomo tudi tam priprave opravili. Tako, kot sem rekel, še tudi v Korejo bomo šli kar direkt, vprašanje, če se bomo tle sploh kaj pripravili. Tako da kakšne prav take ne vem, kakšne spremembe ni bilo niti časa. Ampak ta sezona z olimpijskimi igrami se mi zdi tako zelo pomembna. In zato tudi nisem razmišljal o neki menjavi celega strokovnega štaba, ker pač to niti ne bi bilo možno speljati že samo za trenere, ki bi prišel zelo težko. Tako da v bistvu so samo dodali strokovnjaka, ki ga vsi spoštujemo in cenimo in v bistvu je to neka dodana vrednost za vse nas, tukaj že Nik večkrat, tudi z Nikom sem se pogovoril prej. Je res, da sem si vzel čas za razmislek, ampak tudi tazga človeka dobiti, tudi Karija dobiti na tak način je bilo težko, on pač na svojo službo. Tudi v to kratkem času prevzeti na tak način reprezentantov ni, je kar velika odgovornost. In tako, kot sem rekel, gre predvsem za neko motivacijo, da lahko igralcem damo še nek dodaten motiv, da se bo še toliko bolj potrudili, ker kvalitete imajo dosti, mi vsi vemo, da kvalitete oni imajo dosti, da pa mogoče sem nekako videl, da v zadnjem času neke pripravljanje tekme tudi nisem bil čisto dosti. Ne po taktičnem smislu, ampak po nekih reakcijah zadovoljen z njimi. In se mi zdi, da je to premalo za nek tak nivo, kot je Nik rekel, da nas čakajo pa še olimpijske igre. Škoda mi je bilo, da ne bi nek dober rezultat dosegal. In to je predvsem zato, da bojo oni imeli večjo možnost, da bomo res lahko rekli, da je strokovni štab na najvišjem nivoju, kar je možno, da so odločitve res ta prave, da igralci, ne vem, če pa res nekemu strokovnjaku kot je Kari ne bojo maksimalno zaupali v neke odločitve, pa da jih ne bo res to spodbudili k temu, da potem, tako kot je že Petra rekla, jaz pač težko jih na drugačen način motiviram. To ni klub, kjer imajo oni drugačne pač motivacije, ne? Tam so zaposleni in športni direktor in predsednik jih lahko na drugačen način zmotivirajo. Mi pač jih tle probamo zmotivirati s čim boljšim delom, s čim boljšimi pogoji in s čim boljšimi strokovnjaki, ki jih lahko dobimo. In to je to, kar lahko Hokejska zveza za njih naredi. Normalno pa oni so pa te, ki pač na letu pokažejo maksimum.